Zakaj misliš, je mama tista, ki ima neko pomembno vlogo, recimo tudi v tej glasbeni sferi? Pri tebi je mogoče še to bolj zanimivo, zato ker je mama bila izvrstna kitaristka in tudi izvrstna pevka. Je to tisti razlog, da je mama prijela Samota za roko in ga odpeljala v glasbeno šolo? Ja, v bistvu mama je pač hotla verjetno se z glasbo ukvarjati, pa nekako potem ni do tega prišlo, ampak je potem pač so mene angažirali v glasbeni smeri, tako da v bistvu sem pa hotel na začetku pač bobne igrati, tako da, ampak ker smo živeli v bloku, pač bobni niso bili izvedljivi, sem pač prijadral na kitari in ja, v bistvu je mama bila tista, ko je spodbujala, da pač ves čas me poslušala, pač ko sem vadil, pa spodbujala, pač definitivno vsaj celotno nižjo glasbeno šolo. Ata je bil bolj tak, da na prvem nastopu sem zaigral recimo na Marko Skače, pa je rekel recimo, to je to. Ampak no, vse potem je bil zelo pozitivno. Vasko, ti tudi pravzaprav izhajaš iz neke glasbene, skoraj da gledališke, baletne družine, če se ne motim. In če se ne motim, ste stanovali na Melju, oziroma tam zgoraj nekje Melski, vsaj nek hip je eden od vaših staršev, ne vem, nisem prepričan, na Prisojni 57, če se, oziroma 56, ali tam nekje, boš me popravil, pa me predvsem zanima to, ali so tudi nate vplivali starše, da si zdaj to, kar si. Ja, oba moja starša sta bila baletna plesalca, tukaj v Mariboru, kasneje je mama tudi se učila v baletni glasbeni šoli, tako da me je tudi ona pač večino časa spremljala pri mojih tamkajšnjih podvigih, ker sem začel pač najprej igrati violino s 5 leti, pa naprej, ampak ravno zakaj violino, ker kako si povedal, po materini strani je bilo veliko umetnikov, že pač strici, detki, vse mogoče in doma so bile, ne vem, 4 violine, že od pač mojega rojstva in sem skozi gledal tiste violine in ko je prišel vprašanje, če bi kaj igral, pač sem rekel valjda violino, ne. Kasneje sem pač to zamenjal v saksofon in flauto. Dedek je Makedonec in kako je to v bistvu kar pomembno te zaznamovalo, ne? Saj tudi, če gledamo tvojo muziko, je nekaj tega. Pač vsekakor mislim, da ta zakladnica Balkana mi zelo veliko pomeni. Pač tako kot vse ostalo, ampak to je ena vezno, ki se mi zdi, da je zelo pomembno, tudi če govorimo o slovenski glasbi, ne, da je pač zmeraj bila prepletena nekako z zahodno, klasično tradicijo in pač ne, s temi vplivi Balkana in Orienta. Samo poleg tega, da si svetovno ali pa evropsko vroč kitarist, je pravzaprav epohalna novica bila ta, ko smo izvedeli, da je tvoj album prišel tako rekoč med 1001 album v vsej zgodovini jazza. Kaj zate pravzaprav to pomeni? V bistvu, kar se mene osebno tiče, je super. Je fajn občutek, kar pomeni, da glede na to, da je to moja, če štejem eno prvo ploščo Etno, ko sem naredil še Vasko tudi gost, bil Ben Sasa trio, če to štejem, da Etnology, v bistvu moja prva plošča nekako, potem je super občutek, ne, je res, ko pomislim, kaj to pomeni, pač to je tako, da bi tvojo sliko izbrali med Dalija, Picassoja, Kandinskega, pač v to družbo. Res pa po drugi strani, pač za mene se nič ne spremeni, ne, pač jaz živim še vedno tu, pa pišem glasbo, pa danes se tega ne zavedam. Mogoče kaj te kitajski, ki te je zelo zaznamovala, ne? Zelo, kar nekaj si, ne? Zelo da si govoril o tej izkušnji. Ja, mislim, v bistvu sem že bil kar okoli, no, pač celo Evropo skozi preigral, v Indiji, v New Yorku in od vseh teh dežel me je Kitajska najbolj presunila, ne. V bistvu je prva dežela, ker sem pomislil, da tja bi pa šel, ne, živeti za nekaj časa, ne. Kitajska je en tak poseben trenutek, ko mislim, da treba biti tam, ne, tudi za kakršnekoli drug posel. Kar pomeni tudi za glasbo, ne, da sem jaz tam v bistvu videl eno tako zelo, se pravi, zelo zanimivo bi mi bilo iti tja, kaj sem, mislim, moral biti tam, recimo, da bi speljal kak projekt, ne, tam, torej vse kako leto, ampak mislim, da to je bila zelo zanimiva izkušnja, ne, tudi
Samo mogoče še vprašanje o tvoji šoli. Vemo, da si odprl svojo šolo, da izobražuješ mlade ljudi. Zanima me, zakaj si se odločil pravzaprav za tako šolo? Zelo rad učim, to je prva stvar. Že vrsto let sem učil, ker sem se zamislil, v bistvu, da bi lahko, v bistvu žena je dala ideja, no, da bi, zakaj ne bi sam šel v glasbeno šolo, narediti glede na vse reference in neko recimo imeno. Ja, pač to zelo rad delam, v bistvu večina jazz glasbenikov tudi poučuje in se mi zdi tudi nek pristop imam dokaj širok, tako da v bistvu ne učimo samo jazz, ampak grem pač sam tudi sem dal skozi celotno zgodovino blues glasbe, etno glasbe, improvizacije, jazza, tako da slejko prej pač skušamo z vsemi učenci, pač tisti, ki jih zanima zajeti čim več, da dobijo eno širino.